zveze Slovenije in predsednik Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč. Prosim. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj v mojem imenu in imenu Čebelarske zveze, tudi Evropske čebelarske zveze. Ne moreš, človek težko verjame, ampak čebelari se na čebelarskih posvetih tovrstnih zbiramo letos 49. To se pravi, drugo leto bomo praznovali 50 let in 50 let praznuje tudi drug let celjski sejem, tako da bomo imeli en dober razlog za skupno praznovanje. Ideje že padajo in midva z direktorico tukaj s predsednico uprave sva že na kratko poklepetala. Jaz sem predstavil mojo idejo, da drug let, ki mi jo je podal tudi danes včeraj moj sodelavec Vlado, da bi drug let naredili tukaj za čebelarje v 50-letnici v dvorani Golovc, če bo možno, koncert Avsenikov. Avseniki so s čebelarstvom povezani, napisali so našo čebelarsko himno in jaz verjamem, da lahko naredimo res en veličasten dogodek o 50-letnici teh naših druženj na tovrstnih dogodkih. Zdaj, jaz bi seveda na tem mestu prvo pozdravil vodstvo celjskega sejma za predsednice uprave Nino na čelu. Jaz sem se odločil, da bom letos, in to bom zdaj tudi javno povedal prvič, moje najvišje priznanje, ki ga lahko dam, predsednikovo priznanje, predsednika Čebelarske zveze na občnem zboru podelil Nini in pa njenemu očetu Francu za res vzorno sodelovanje vsa ta leta na tem našem skupnem dogodku. Mislim, da si celjski sejem za vso infrastrukturo, za vso prijaznostjo in pa energije to moje priznanje zasluži. Zdaj, rad bi pozdravil tukaj na tem mestu predstavnike ministrstva, na žalost jih ni, pa predstavnike vlade, pa jih tudi na žalost ni. Vesel sem pa, da so z nami številni veleposlaniki, ki so s tem svojo prisotnostjo dokazali, kaj pomeni slovensko čebelarstvo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Seveda bi rad pozdravil tudi ostale goste, ker pa sem povedal, da pred volitvami ne bom izpostavljal nobenih imen, nobenih posameznikov, ampak vseeno bom naredil izjemo, bom pozdravil poslanca gospoda Laha, ki je edini, ki se je bil pripravljen danes udeležiti, in če pa je eden in edini, si pa zasluži neko posebno omenjeno, tako da gospod Lah, hvala lepa in hvala za vso vašo podporo, bom rekel, vseh poslancev države, ministrstva v vseh teh letih za čebelarstvo, tako da lahko mu namenimo en aplavz. Seveda gre pozdrav vsem čebelarskim društvom, zaposlenim na Čebelarski zvezi, vodstvo Čebelarske zveze, posebej našemu pevskemu zboru, Medeni kraljici, in pa posebno zadovoljstvo in čast mi je, da pozdravljam številne tuje delegacije, ki so letos v Sloveniji, čebelari, predvsem številčna je čebelarska delegacija iz Makedonije, pa iz Slovaške. Jaz sem včeraj preštel, sam kar jaz vem, kar so se meni najavili danes tukaj 18 držav, delegacij iz 18 držav, kar pomeni, da ta sejem res je mednaroden. Zdaj, na kratko bi se ozrl v čebelarstvo v preteklem letu. Najbolj se bomo leto 2025 čebelari zapomnili po odlični čebelarski sezoni. Končno po več kot 10 letih, lahko rečemo 120 letih, ena dobra čebelarska sezona povsod po Sloveniji, in čebelari si takih sezon lahko samo želimo. Zdaj, kaj vse Čebelarska zveza počne in na kakšen način čebelari več ali manj veste, mogoče samo na kratko par stvari. Prvi zelo pomemben je, da je ponovno začela oziroma sploh začela delovati šola čebelarjenja Antona Janša. Država je sprejela novo kmetijsko zakonodajo, ki za čebelarstvo ni škodljiva, na žalost pa ni prinesla tistih stvari, ki smo jih mi želeli, predvsem določene poenostavitve
predvsem birokratske in pa neke stvari, ki bi lahko bile boljše za razvoj čebelarstva. Potem veliko smo se pogovarjali in dogovarjali glede problema ponaredkov, potem problematiki Mercosur sporazuma, pa problematiko sršenov. Mi na Čebelarski zvezi smo ogromno vlagali v promocijo shem kakovosti, potem nažalost moram reči, tukaj mi je res žal, da Slovenija ni znala nadaljevati za Slovensko čebelarsko akademijo in da smo jo kar ukinili. 10 let je bilo našega pevskega zbora, izdali smo bankovt za 0 evrov spominski, začeli smo z izobraževanjem top biturizmov tudi izven naših meja. Bili smo zelo vidni in uspešni na svetovnem čebelarskem kongresu Apimondija na Danskem. Ampak pogled nazaj nam nič ne pomaga, mi moramo gledati naprej. Čebelarska zveza ima v letošnjem letu ogromno ciljev in zadolžitev. Jaz verjamem, da bomo marsikatero stvar skupaj s čebelarji na terenu, skupaj z državo in vsemi tistimi, ki nas podpirajo, tudi realizirali. Želimo si še večjega stika s čebelarskimi društvi na terenu. Tudi danes smo imeli zjutraj že en posvet. Enostavno je tega sodelovanja, izmenjavanje mnenj premalo. Živimo v nekem čudnem tempu življenja, ko je enostaven. Vsi vemo, da bi mogli se pogovarjati, pa nikoli časa za pogovor. Tako da vedno se nekam mudi in vedno so neki razlogi, ampak brez, bom rekel, tega pogovarjanja, sodelovanja bomo težko napredovali. Zdaj, ena stvar, ki je v Sloveniji se pokazala, da politika, če ima skupni cilj, je poprav vseeno, ali je leva, ali je desna, ali je spodnja, ali zgornja, za isti cilj naredimo nekaj dobrega za Slovenijo, pa ne samo za Slovenijo, za vso evropsko čebelarstvo. In eden takih primerov je, da bo z 14.6. letos konec označevanja medu, mešanica medu iz EU in izven EU. Tukaj so 3 oziroma celo 4 naši ministri za kmetijstvo ta projekt pripeljali do konca v različnih vladah. In tukaj moramo res se zahvaliti slovenski vladi, predvsem vsem ministrom za kmetijstvo, da smo uspeli in da bo cela Evropa morala označevati med po navedbi držav porekla. Jaz sem večkrat že javno povedal, da je to največja zmaga za čebelarstvo, večja kot svetovni dan čebel. Zato, ker to, da stopimo na prste monopolu, da stopimo multinacionalkam, zadeve niso enostavne. Zdaj mi na Čebelarski zvezi razmišljamo, da bi uvedli nek posebno telefonsko številko oziroma elektronski naslov, kjer bomo vse slovenske čebelarje pozvali, da nam od 14.6. dalje pošiljajo vse kršitve, ki jih vidijo v trgovinah, kjer bo še vedno med označen z EU in izven EU. Jaz mislim, da to mora biti skupna kampanja slovenskih čebelarjev, seveda potem s pomočjo inšpekcije in da prvo umaknemo ves med s trga, ki je napačno označen. Drugi korak je šele iskati, ali so označbe prave. Tako da jaz verjamem, da bo to država nas tukaj podprla in da bo to naša skupna zmaga. Potem druga stvar, ker je zelo pomembna, mi smo se več kot 20 let borili, da pridemo do podpor na panj, Evropa tega ni dopuščala. V lanskem letu je bil v Sloveniji komisar za kmetijstvo gospod Hansen, ki je obljubil, da bo se evropska zakonodaja na tem delu spremenila in se je. In jaz verjamem, da bo slovenska politika, katerim smo poslali tudi vprašalnik in so bili tukaj dokaj enotni, zagotovila dodatna 2 milijona za slovensko čebelarstvo in da bomo od leta 2027 slovenski čebelarji dobili podpore po panju kot nadomestilo za opraševalni servis in to vsi ne glede na število panje, seveda pod pogojem, da smo vpisani in da poročamo v register čebel. Še vedno je ena glavnih stvari boj proti ponaredkom, polovica medu je ponarejenega, prvi korak je seveda ta enotno označevanje medu, druga stvar pa na evropskem nivoju se trudimo, da bi dobili take metode, ki bi bile verodostojne in ki bi na koncu koncev ta med iz trga tudi omaknili.
Zelo sem vesel, da smo uredili problematiko DDV-ja za zdravila, za varovo za čebele. Od zdaj dalje, tudi v tej številki čebelarja bo to napisan. Vsi čebelari, ki greste po zdravila v veterinarske ambulante, je znižana davčna stopnja 9,5% in mislim, da je to dober korak, konec koncev gre tukaj za cenejša zdravila in ker se jih tudi država sofinancira in ker DDV ne povrne, je tudi tukaj razlika očitna, tako da tukaj hvala tudi veterinarski zbornici, ki nam je tukaj prisluhnila in dala navodila in jaz verjamem, da je to dobra stvar. Čebelari ste že bili obveščeni, da smo vsem političnim strankam, ki kandidirajo na volitvah, poslali enoten vprašalnik, od večine smo dobili tudi odgovore, so objavljeni na spletni strani. Tam se vidi, da slovensko čebelarstvo večina politike podpira, se ne delimo po politiki, bolj mogoče po tem, kako kdo kakšno stvar vidi in jaz sem vesel, da politika pri teh odgovorih večina čebelarskih problemov vidi v prid reševanja zadev, tako da jaz verjamem, da bomo stvari, ki so, bom rekel, enostavne, predvsem naša želja je, da se na javne površine sadi vsaj 80% medovitih rastlin, pa da se uredi problematika glede mešanja osnovnih čebeljih pridelkov in take stvari, ki jih boste lahko prebrali, da te stvari uredimo. Tukaj državo skoraj nič ne stane, tukaj gre predvsem za urejanje določenih aktov, tako zakonskih kot podzakonskih in jaz verjamem, da bomo te stvari v letošnjem letu probali urediti. Potem zelo pomembna stvar, ki jo javnosti še nismo predstavili, mi smo ravno v tem tednu podpisali dogovor, da bomo posneli 10-minutni film za otroke, kjer ga bomo javno predstavili na sejmu Agra, bo pa film, ki bo predstavil slovensko čebelarstvo, slovensko podeželje, našo tradicijo in ki bo spremljal otroke v osnovnih šolah. Jaz sem prepričan, da bo to ena dober vzgojni material za vse šole, vrtce ob tednu slovenske hrane, ob tradicionalnem slovenskem zajtrku in bo edinstven tovrstni film v svetu. Potem vesel sem, da bomo v Kopru postavili park medovitih rastlin s pomočjo Bauhausa, zadeva je dogovorjena, lokacija je več ali manj dogovorjena, tako da bo park medovitih rastlin na obali. Čebelarski praznik bomo praznovali v Krškem, tekmovanje mladih čebelarjev bo v Črnomlju, 28. marca bo dan apiterapije v Mariboru. Problematika tujerodnih sršenov, vemo, da je vsak dan večja, zato da bomo danes tudi predavatelja iz Grčije, ki ga lepo pozdravljam, ki bo predstavil to temo. Mi pa bomo danes vsem čebelarskim društvom razdelili po eno vabo za sršene tam na našem čebelarskem štantu, predvsem zato, ker želimo, da čebelari opazujejo, ali se slučajen kakšen ta tujerodni sršen pojav in da prvi ukrepamo. Edini bomo v Evropi, ki bomo tovrsten monitoring naredili na področju vse Slovenije. Vesel sem, da smo razdelili 3999 sadik občinam. Tukaj se moramo zahvaliti vladi, Ministrstvu za okolje in pa Ministrstvu za kmetijstvo, ki ta ukrep financirata. 84 občin je kandidiral na ta razpis in drevesa so bila v tem tednu že razdeljena. V tem času so že objavljeni javni razpisi za čebelarje, za sofinanciranje opreme, nabave satnic, pašne rede, medovite rastline, zdravila za varovo. Skratka, treba izkoristiti te ukrepe, na voljo je za vse ukrepe skoraj 800 000 evrov nepovratnih sredstev. Naši svetovalci javne svetovalne službe vam lahko pomagajo izpolniti vloge. Vsak evro, ki ostane, je škoda. Gospod poslanec dobro ve, koliko je treba včasih napora, da kakšen evro zagotovimo in da ostane, je to največja škoda. Jaz sem prej na sestanku rekel, če se želimo boriti za več, moramo to prvo porabiti.
Ker če to ne bomo porabili, bomo v državi dobili odgovor, saj še unga niste vsega porabili. Tako da dajmo čebelarji izkoristiti to možnost, ki nam država ponuja. Vesel sem, da smo dobili tudi razpis za zaščitne ograje za medveda. Tukaj naša Lidija je že skupaj z ekipo napravila kar nekaj izobraževanj. Veliko čebelarjev se je prijavilo za ta zaščitne ograde, ki jih bojo tudi dobili. Potem razdelili smo že 3 čebelnjake preko razpisa, prve zavarovalnice za mlade čebelarje, eden bo tudi preko sodelovanja zdaj mi pa z glave šlo, z Nazarjev, kaj že firma? BSH Nazarje, ja, hvala. Tudi tam bomo en čebelnjak razdelili. Potem vesel sem, da smo na Komisiji za apiterapijo se dogovorili, da podpremo, da nacionalno poklicno kvalifikacijo apiterapeut, apiterapevtka odpremo tudi za tujce, da se lahko oni certificirajo po naši zakonodaji. Vesel sem, da je naša Komisija za apiterapijo zelo aktivna in kot edini v Evropi se prizadevamo, da bo apiterapijo uradno razglasili kot zdravilsko dejavnost. Že je v teku, bom rekel, ustanovljen, že se pripravlja komisija, ki bo pripravila to zakonodajo in jaz verjamem, da bo v kratkem apiterapija kot uradna zdravilska dejavnost. Čebelarska zveza ima sklad za naravne nesreče, želimo ga letos tudi uradno zagnati. Na Čebelarski zvezi imamo galerijo Sivka, dogovorili smo se, da bomo v naslednjih 2 letih predstavili vse slovenske regije po čebelarski tematiki, da predstavimo, kaj vse čebelarstvo v Sloveniji ponuja. Potem si želimo v letošnjem letu narediti ciljno promocijsko kampanjo med slovenskimi podjetji, podarite čebelje pridelke, podarite košček zdravja, kajti naravna darila z pridihom zdravja so najboljša in jaz verjamem, da bodo naša podjetja to še bolj vestno počela, čeprav moramo reči, da tudi do danes je veliko čebeljih pridelkov v okviru poslovnih daril marsikatere občine, marsikaterega podjetja. Želimo si, da letos naredimo romanje v Rim k papežu, kajti imamo že svečo, ki se jo pripravili v Polzeli, z gospodom Butom, veleposlanikom v Vatikanu se dogovarjamo, da bi oktobra, novembra v svet imel, bom rekel, mašo za čebelarstvo v Rimu. In na koncu mogoče še 2-3 stavka glede aktivnosti Evropske čebelarske zveze. Ni danes namen, da o njej govorimo, mogoče samo 2-3 podatke, 420 000 čebelarjev iz 32 držav je vključenih. Ali je potrebna ali ne, bo pokazal čas, sem pa prepričan, da če ne bi bilo Evropske čebelarske zveze, ne bi dosegli podpor na PAN, zato ker, se veste, če se bori za celo Evropo, je lažje kot za eno državo. Verjamem, da tudi Hani platforma, ki bo prej ko slej pregnala ponaredke s trga, je tudi ena dobra stvar. Tako da verjamem in upam, da se bo tudi za pomočjo Evropske čebelarske zveze čebelarstvo še bolj razvijalo. Zdaj, za konec še enkrat, in prav je, in večkrat je to mogoče preslišano. Jaz sem na čelu Čebelarske zveze 20 let in moram reči, da take podpore, kot jo ima slovensko čebelarstvo, tako na vladah katerihkoli, tako pri poslancih, tako pri lokalnih skupnostih, tako pri splošni javnosti, tako pri šolah, vrtcih, sem prepričan, da nima nobene v Evropi. In zato moramo biti slovenskih čebelarji hvaležni. Seveda, ker imamo veliko želja, veliko stvari, smo tudi napredni, zato imamo vedno tudi nove želje in ideje. Ampak vseeno, pošteno je, da rečemo hvala za vse podpore, ki jo dobimo iz vseh strani na takem ali drugačnem nivoju. Seveda, hvala gre tudi mojim podpredsednikom na Čebelarski zvezi, upravnemu odboru, nadzornemu odboru, zaposlenim na Čebelarski zvezi, praporščakom, pevcem, vodstvom čebelarskih društev, skratka mentorjem čebelarskih krožkov, če hočemo, skratka vsem, ki
vsak dan na terenu skrbite za to, da je slovensko čebelarstvo tako, kot je in da se razvija, po mojem, v pravo smer. Jaz sem zdaj na polovici tega mandata, 11. aprila imamo občni zbor in verjamem, da bo tudi na občnem zboru sprejeto, da gremo po tej poti še do konca mandata in da še naprej razvijamo slovensko čebelarstvo. In samo za zaključek, ker smo pred volitvami, Čebelarska zveza, mislim, da je vsa leta enako sodelovala z vsemi političnimi strankami v parlamentu. Jaz vedno to vam lahko zagotovijo. Pred novim letom obiščemo vse poslanske skupine, na vse na enak način in včasih nas do predalčka levo, pa desno, pa spodaj, pa zgoraj. Ampak jaz se večkrat sprašujem, zakaj bi nas predalčkali, če na koncu koncev vsi povejo, ja veste, ampak se z vsemi v narekovaju družite, pajdašte, ali kaj sem zadnjič prebral. Lejte, kar časa se bomo z vsemi povezovali, toliko časa smo nepolitični. In jaz mislim, da je, bom rekel, tudi v tem predvolilnem času smo dokazali, da se nismo pojavljali na nobenih političnih prireditvah. Tudi to, da danes nismo povabili nobenih govornikov za to mizo iz katerekoli strukture, je dokaz, da želimo tukaj biti nevtralni. Zato bomo mi, ne glede na to, kaj bo na volitvah, sodelovali z vsemi, ker čebela ne pozna barve politike, ne pozna meja in jaz sem prepričan, da bomo tudi v naslednjem obdobju slovenski čebelarji tisti, ki bomo sodelovali z državo v dobrobit ohranjanja okolja, v dobrobit ohranjanja čebel, čebelarstva in konec koncev skrbeli, da bodo naši slovenski potrošniki imeli vsak dan na mizi varne, kakovostne, zdrave čebelje pridelke. Skratka, čebelarji, hvala, celjski sejem, hvala, hvala vsem, pa naj medi. To je moja prijateljica Slovaške. Hvala.